Komu napred veselo zdravico, bratje, čmo zapit. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov Sloviče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov Sloviče matere. Sinov Sloviče matere. Živi nas i narodi, ki hrepeli dočaka dan. Da kudar sonce hodi, prepili sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, nevragle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, nevragle sosed bo, nevragle sosed bo mejak. Dober večer, spoštovani predsednik, dragi sokrajani, cenjeni gostje. Dobrodošli vsi, ki ste si vzeli čas za ta večer in za ta pogovor, ki nosi naslov Koalicija z volivci za ustavno večino razuma. Ta večer nam daje priložnost, da skupaj razmislimo o temah, ki se dotikajo našega vsakdana, pa tudi o tistih, ki krojijo našo prihodnost in postavljajo temelje za življenje naših otrok in vnukov. Prav je, da si vzamemo čas, da slišimo drug drugega, da razmislimo, kaj nam je pomembno, kam usmerjamo svojo energijo in kam kot družba ter skupnost sploh gremo. Iskanje rešitev mora biti vodilo vsakega posameznika, saj se prav iz teh rešitev tke vsakdanje življenje, skupnost in domovina, v kateri živimo. Pri tem pa potrebujemo razum. Razum nas vodi k temu, da živimo v državi, kjer se počutimo varne in sprejete. V državi, ki nam daje možnost ustvarjati in deliti svoje talente, kjer imajo mladi priložnost za razvoj in napredek, ter kjer smo tudi v zrelih letih še vedno pomemben del družbe, ne pa le njeno breme. Verjamem, da bosta današnja sogovornika odprla številne teme, ki se nas dotikajo vsak dan, teme, ki jih spremljamo tako od blizu kot od daleč. Naj bo razum naše skupno vodilo, da znamo presoditi, pretehtati in se odločati za tisto, kar gradi in ne za tisto, kar ruši. Preden začnemo s pogovornim večerom, ponovno vabim moški pevski zbor Turističnega društva Briše, da nas popelje v pogovor še z eno pesmijo. Zatem pa na oder in za to mizo vabim predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Pogovor pa bo vodil Aleš Hojs, podpredsednik stranke. Naj vas že sedaj povabim, da po zaključku pogovora zastavite tudi kakšno vprašanje iz publike in nas spodbudite k skupnemu razmisliku. Vsem skupaj želim, da prisluhnemo in da tudi slišimo. Naj bo to priložnost, da razmislimo, še bolj pa, da si zastavimo vprašanje, kaj lahko storim sam kot posameznik in kot del skupnosti, da bomo našli pot do politične stabilnosti in razuma, ki jo Slovenija danes tako zelo potrebuje. Tam, kjer se čuje pisem, Slavičkov lepa mila, tam
stoji domača hiša, prestrelna je in stara, morda že prek 100 let, a meni je pa dražja kot celi svet. Obuki so in nizki in slamo je pokrita, v sadovnjaku gostem je skoraj cela skrita, a v mojem srcu vedno tak jasno se beli, če tudi je uboga, od nje mi lepše ni. In tu je dobra mati, kmečka me rodila, in nauke mi zlate v srce je vsadila. V hišici tej tekel mira je mladih let, zato mi je pa dražja kot celi svet. V hišici tej tekel mira je mladih let, zato mi je pa dražja kot celi svet. Lep dober večer vsem skupaj z moje oziroma z najne strani. Sicer se slabo vidi, ampak se bomo bolj slišali. Torej, najprej najlepša hvala za tako lepo udeležbo in morda gospod Janša začneva kar z tem, kar je napisano na vabilu. Ponovadi smo pred volitvami in tudi letos verjetno bo nič drugače poslušali tisti šlager, ki je pretežno zadeval našo stranko. Torej, kdo bo pa z njimi šel, s kom bodo pa naredili koalicijo, ali boste delali z njim koalicijo ali ne in podobno. In se mi zdi, da ta vaša ideja, torej koalicija z volivci, morda, če poveste nekaj več o tem, torej kaj pravzaprav ta koalicija pomeni, pa morda tudi kakšno ozadje, kje ste dobili idejo za to koalicijo. Lep dober večer sem skupaj, dragi rojaki, lep pozdrav še vsej pevcem. Mislim, da sem nekatere slišal tudi takrat, ko smo pred dobrimi 10 leti pripeljali te v zapor, pa se je naenkrat slišal neka pesem pol tam za bližnjega križišča in so rekli, da ste vi peli takrat. Vsi so poslušali to. Zdaj, koalicija z volivci je nekaj, kar bi morala pravzaprav ugraditi vsaka demokratična stranka. Zdaj, Slovenija je nekoliko specifična, delno zato, ker smo pač relativno mlada demokracija, formalna demokracija vsaj, delno pa zato, ker
se pač za tiste, ki radi ribarijo v Kalnem, bolj splača govoriti o koalicijah po volitvah med strankami, ker pač tisti, ki ima v rokah večino medijskega prostora, lahko potem lažje vpliva na takšno barvo vlade, kot mi je všeč. Tako da to koalicija z volivci načeloma ni nekaj novega, nekaj novega bolj pri nas, je pa to nekaj povsem normalnega v demokraciji. Slovenska demokratska stranka ni stranka ene teme, ni one issue party. Mi imamo program za slovenski narod, za slovenskega človeka, ne glede na to, ali ste pač na začetku življenjske poti, sredi aktivne dobe, v zasluženem pokoju. Skratka, imamo nek celovit program in z gradno koalicijo z volivci želimo pač ta program približati tudi tistim, do katerih še ni prišel. Zdaj mi smo po številu članstva, po podmladku, po številu, zastopanosti v občinskih svetih, po mnogih kriterijih, pač daleč največja stranka v Sloveniji. Če pa bi naredili statistiko, recimo, koliko nastopi naših poslancev, koliko so prisotni, pa kakšna je minutaža teh nastopov ali pa tega, kar mi predstavimo v tako imenovanih osrednjih medijih, potem bi recimo za ta mandat z lahkoto, neke te analize smo delali, ugotovili, da recimo stranka, ki ima v parlamentu 5 poslancev, v teh medijih dobi, oziroma je dobila v teh zadnjih 3,5 letih, 3-krat več prostora kot naša stranka, ki je dobila na volitvah 27 poslancev. Tako da gradnja koalicije z volivci v slovenskih razmerah pač pomeni, da je treba priti v takšno dvorano, razlagati program in da morajo naši člani in kandidati na volitvah potem iti tudi od urad do urad, zato da lahko to, kar pač je naša ponudba za volivce, pride do ljudi. Tako da, mislim, da je bilo prej rečeno po tem najnem pogovoru, bodo mikrofoni tudi za vas, jaz nisem prišel tukaj samo odgovarjati na vprašanja, pač kolega Aleša, ampak bi rad slišal tudi, kaj vi mislite o tem, kaj se danes dogaja v Sloveniji, predvsem, kje vidite rešiti. Ker če samo kritiziramo, se lahko pol dobro počutimo, ampak če hočemo pa stvari popraviti, moramo pa tudi vedeti, kako. In jaz mislim, da veliko odgovorov imamo, nimamo pa vseh. Zato v tej fazi gradnje koalicije z volivci pač hodimo okoli in poslušamo vaše predloge in vaš glas in to vključujemo pol svoj program. Tako, slišali ste, kar pripravite se na vprašanje na koncu. Gospod Janša, ena od stvari, ki je zelo aktualna in kjer bomo zelo kmalu, torej že naslednjo nedeljo, preizkusili malce zdrave pameti Slovencev, pa predvsem pravne države, je referendum o uveljavitvi oziroma dokončni uveljavitvi zakona o pomoči pri samomoru oziroma kot pravi velik zagovornik ne sprejema tega zakona, Aleš Primc, torej pomoči pri zastrupljanju bolnikov. Torej, vi ste v medijih večkrat predvsem naširno pojasnili, zakaj ta zakon sploh ne bi smel biti obravnavan oziroma sploh ne bi smel priti proceduro, pa vas bom vprašal tako. Tisti, ki imajo ali pa imamo ali pa smo imeli morda tudi kakšno osebno izkušnjo z ljudmi ali pa s človekom, z bližnjim, ki je bil zelo bolan
smo bili kdaj tudi v precepu ali morda res ni prav, da je temu tako. Jaz lahko rečem, da sem trenutno v fazi, ko imam doma svojo mamo, ki je pravzaprav v paliativni skrbi in moram reči, da nikomor od sorodnikov, ne sestri, ne meni, tudi mamine, ki je seveda zelo verna, ni prišlo na pamet, da bi pomislili na to, da bomo končali njeno življenje z zastrupitvijo. Kako je mogoče, da je tak zakon sploh prišel skozi parlamentarno proceduro? In še bolj važno, kaj lahko še naredimo v teh 10 dneh, da naslednjo nedeljo, torej 23. novembra, ta zakon ne bo uveljavljen? Ja, dejansko je pač to dejstvo, da je bil ta zakon z večino v parlamentu sprejet, ne, in zaustavljen v bistvu s krajnim sredstvom demokracije, se pravi zahtevo za referendum. Nek lakmus o tem, kako daleč smo padli oziroma kako daleč smo zatavali. Ker tukaj ne gre samo za moralno poetično vprašanje, gre tudi, čeprav to v bistvu najbolj skrivajo, za vprašanje upoštevanja, spoštovanja naše ustavne ureditve. Zdaj sem bil član ustavne komisije, ki je pač pripravila predlog sedanje slovenske ustave in poznam vse te razprave za vsak stavek, ne, ki smo ga not zapisali, glasoval sem za to ustavo, tudi mnogi drugi so, in mi smo v slovensko ustavo v 17. člen zapisali, da je človekovo življenje nedotakljivo. Mi smo to zapisali v ustavo zato, da preprečimo, da bi ali pa pač uveljavimo nek ustavni instrument, da se prepreči, da bi se v slovenskem narodu še kdaj dogajalo to, kar se je dogajalo v času druge svetovne vojne in komunistične revolucije med vojno in pač po njej, ne. Ko se še vedno borimo za to, da se pač dostojno pokoplje zločinsko umorjene v tistem času. To je bilo v ospredju in seveda nova slovenska država, samostojna slovenska država, ki je takrat že zaživela, ko smo sprejemali to ustavo, je želela tudi na tej etični ravni presekati z bivšo državo, iz katere smo takrat bežali, kjer človekovo življenje ni bilo veliko vredno, ker veljala tudi smrtna kazen. Človek je izrekel zadnjo smrtno kazen, gospod Masleša je že pol postal predsednik Vrhovnega sodišča v tej novi državi. In takrat so nekatere zahodne države že imele to razpravo glede eutanazije. Mislim, da takrat še ni bilo v nobeni državi to tudi uzakonjeno, razen mogoče na Nizozemskem. In so se že poznale oziroma so že odmevale te dileme, ki so se takrat pojavljale v teh razpravah. Se pravi, ta prvi odstavek oziroma prvi stavek 17. člena ustave tam ni napisan zaradi lepega, ne? Napisan je zato, da pač nobeni politični večini v državnem zboru ne bi padlo na pamet, da se loti česa takšnega ali pa sprejemanja zakonov, na podlagi katerih bi se lahko posegalo v svetost življenja. In glejte, 35 let po sprejetju te ustave sprejmejo zakon, v katerem se eklatantno krši to ustavno načelo. In to leta 2025, ko je medicinska znanost isto izjemno napredovala, ko lahko olajšate trpljenje na mnoge načine, ko Slovenija tudi pač ni več tako revna država, da tega denarja ne bi bilo, glede na to, zakaj to vse trošimo.
In tukaj je tudi za tiste, ki pač zaradi takšnih ali pa drugačnih okoliščin, mnogi navajajo razne osebne okoliščine in tako naprej, čeprav jaz mislim, da to ni glavni razlog, tukaj gre enostavno za vprašanje filozofskega pogleda na svet. Tudi če to podpirajo, dokler velja ustava, ne bi smeli glasovati za kaj takšno. 23. novembra bomo videli rezultat tega referenduma in ta rezultat bo pokazal, koliko ljudi v tej državi resno jemlje najvišji pravni akt in koliko ljudi se požvižga na. Je pa zelo zanimivo, da pač levičarji v Sloveniji oziroma levica, ki je ta zakon predlagala in sprejela, ob vsaki priliki govori o tem, kako je treba spoštovati institucije, kako je treba spoštovati ustavo, pravno državo, vladavino prava in tako naprej. Se pa tukaj krši vse to na najbolj bazični točki. Mi imamo za zdravnike Hipokratovo prisego. Zdravnik ne sme, tudi če ga bolnik prosi, mu ne sme streč po življenju. Zdravnik tudi ne sme, če sam tega noče, poiskati nekoga drugega, ki bo to storil, ker to zdaj piše v zakonu. V zakonu piše, da se upošteva ugovor vesti pri zdravniku, ampak če sam tega noče narediti, če noče dati strupa bolniku, mora poiskati nekoga drugega. Tudi to je v nasprotju z Hipokratovo prisego. In seveda, pa za nas kristjane velja tudi 5. Božja zapoved, ne ubijaj. Ampak za vse tiste, ki pa niso zdravniki ali pa kristjani, so pa državljani te države, za njih pa velja ustava. Ustava velja za vse. Tako da ta referendum je verjetno doslej v pestri zgodovini slovenskih referendumov, ki jih je bilo že zelo veliko, verjetno največji lakmus, kar se tiče tega, kje smo kot družba pristali v tem času. Zdaj, imeli smo posvetovalni referendum na to temo, ki ga pa seveda ljudje niso pač najbolj resno vzeli, ker posvetovalni referendum, pa še drugi so bili, pa še volitve, pa to težko govoriti, predvsem kar se tiče udeležbe, ki je na naknadnem zakonodajnem referendumu seveda pač obvezna in je tukaj kvorum in tako naprej. So neke ankete, ki jih zdaj objavljajo. Rezultata ne bodo določile ankete, ni določil tisti posvetovalni referendum, ki je že bil. Rezultat tega referenduma bo odločila udeležba 23. v nedeljo. Zato je pač treba tja iti in tja povabiti tudi vse ostale, ki zdravo razmišljajo. Ker tukaj ne gre samo za to, kar piše v zakonu, gre za to, ali Slovenija še obstaja, ali bo še obstajala kot država, kjer ustava velja. Če kršimo tako bazično načelo iz ustave, potem tudi vse ostale stvari, kjer so recimo na ustavni ravni varovane naše človekove pravice, ne veljajo nič. Zdaj mnogi pravijo, ne mnogi pač, slišimo to, da pač še vedno obstaja ustavno sodišče, kamor se lahko pol nekdo obrne, pa če je to protiustavno, bo že ustavno sodišče povedalo, kdo ste vi, da boste sodili. Tako kot pri RTV-ju, povedalo. Glejte, mi imamo ustavno sodišče, ki ni samo nagnjeno v levo, ampak leži v levo, totalno. In kot praviš, sprejeli so popolnoma protiustaven zakon o RTV-ju, ker so porezali mandate v pravi sredi mandata. Če bi se to lahko delalo pri nas, potem bi se tudi že kje drugje kdaj naredilo. Zadeva je eklatantno protiustavna, celo levo ustavno sodišče je izvajanje tega zakona zadržalo
Pol so pa dobili izgovor v obisku neke uradnice iz Evropske komisije in so spremenili odločitev, se pravi, so spustili zakon veljavno, so pa rekli, o veljavnosti zakona bomo odločili v najkrajšem možnem času po urgentnem postopku. 30 dni ne bi to bilo, ne? Zdaj je minilo že 1200 dni ali koliko, ne? Pa še vedno niso odločili. Tako da zanašati se to na to ustavno sodišče nima smisla. In ko mi govorimo o tem, da potrebujemo koalicijo, ne, z ustavno večino, ne, koalicijo razuma, ali pa ustavno večino za koalicijo razuma, ne, imamo v mislih tudi to, da uredimo te zadeve, ker zdaj zato, da izvolite ustavnega sodnika, rabite navadno večino, oziroma rabite 46 glasov v parlamentu, pa izvolite ustavnega sodnika za 9 let, nekoga, nad katerim je samo modro nebo. Recimo za varuha človekovih pravic, ki je bolj taka približna funkcija, pa rabite 60 glasov. Zdaj ga nimamo že 1 leto, pa najbrž, če vas vprašam, ste opazili to, najbrž niste, ne? Tako da tukaj rabimo dopolnitev ustave, tako da se bo ustavno sodišče volilo z dvotretinsko večino in to ne šele čez 20 let, ampak takoj. To treba pač takoj postaviti na noge. In slej ko prej bo do tega prišlo, ker sicer bo ta zaplezanost, v katero smo prišli, in še veliko drugih znakov, zato lahko naštejem, pač pripeljala do blokade, ko bo prišlo do družbenega konflikta, ki si ga nihče ne želi. Je dobro to prej rešiti. Morda bi se dotaknila še ene teme, ki je tudi nekako vezana bolj na jesen našega življenja, pa je nekako v teh dneh malce izginila iz medijev, se je pa danes zopet pojavila. Torej danes smo bili obveščeni o tem, oziroma včeraj že, da tista koalicija sindikatov ni zbrala zahtevanih 40 000 podpisov za referendum o pokojninski reformi. Zdaj tukaj je treba povedati, da smo mi kot stranka SDS, boste vi povedali več, gospod Janša, ampak mi smo v tej razpravi, v tej pokojninski reformi zelo plodno sodelovali. Mislim, da smo predlagali tudi kar nekaj zelo pametnih rešitev. Mislim, da sta bile samo dve od teh pametnih rešitev tudi akceptirane. Nismo se pa pravzaprav zelo veliko vključevali v to, da bi tudi v tem segmentu nabirali oziroma zbirali podpise volivcev. Obenem pa smo seveda še zmeraj soočeni, ravno to sem pred dnevi poslušal zopet eno gospod, sicer je že v penziji, seveda z levega pola, jasno, ki je povedala, kako je Janša leta 2012 nam vzel ne vem koliko pokojnine. Morda je fajn, da gospod Janša malce osvetlite tisti čas, ko smo v vaši drugi vladi dejansko neke spremembe tega zakona naredili, kjer se je številčno res odmerna stopna nekaj spremenila, ampak so bili dodani faktori, kar je v končni fazi pomenilo, da so bile takrat penzije za upokojence boljše, ne slabše. In to je bilo večkrat predstavljeno. Ampak da se ne vračamo nazaj 10 let, vseeno morda par besed, kaj vi osebno mislite o tej sprejeti pokojninski reformi, ki očitno v naslednjih dneh stopa v veljavo. Ja, prvič, to ni pokojninska reforma, zdaj nakratko. Tudi dve prejšnji spremembi zakona nista bila reforma, ker gre enostavno za to, ali malo bolj obremeniš plače in malo povečaš pokojnine v tem premetavanju ali obratno. In to se da delati na različne načine, ali povečuješ obvezno delovno dobo pred upokojitvijo, odmerni odstotek, ali odmeriš pokojnino od 15 najboljših let, ki si imel najvišjo plačo, ali od 30. V glavnem se gre zdaj se je šlo za te popravke in tudi ta zadnji zakon, ki je zdaj pač zaustavljen s to referendumsko pobudo, pa mislim, da bodo zbrali dovolj podpisov, oziroma da niso, ker je danes rok potekel.
ni reforma. Ne. Veste, kaj je bila reforma pokojninskega sistema? Reforma pokojninskega sistema bi bila sprejetje zakona o demografskem skladu, ne, ki smo ga mi pripravili v prejšnjem mandatu, pa ga zato, ker pač nismo imeli večino tega časa, nismo mogli sprejeti, je pa ta zakon pripravljen. Ne. Reforma bi bila, če bi našli, oziroma če uzakonimo dodaten vir za izplačevanje pokojnin. In ta dodaten vir obstaja. Ta dodaten vir obstaja v premoženju, ki ga je generacija, ki je zdaj upokojena, ustvarjala in s katerim upravlja Slovenski državni holding. Tam je 12-15 milijard premoženja, ne, delnic podjetij, naložb in tako naprej, s katerim se upravlja in ki vsako leto prinašajo pač dividende. Ne. Mi smo predlagali v tem zakonu o demografskem skladu, da se dohodki iz tega premoženja uporabljajo kot dodaten vir v pokojninski blagajni. Približno polovica se razdeli upokojencem, o pokojninah, recimo za božičnico 500 evrov, kot je bilo takrat predlagano, odvisno, koliko je tega denarja, kako se gospodari. Polovica se pa vlaga naprej, zato da se ta fond ne manjša, ampak da raste. To bi bila reforma. To, da pa se zdaj malo predevo od plač k pokojninami ali pa nazaj, to so pač popravki pokojninskega sistema. Tako da, ko imeli mi trdno večino v parlamentu, bomo to reformo naredili. In bo nekaj več verov bo dodaten ver za višje pokojnine, ne da bi za to morali več dati od plač. Ker zdaj se pač pokojnina ni miloščina, pokojnina je plačilo za minulo delo. Saj vsak, ki je delal, ki je dobil plačo, je seveda vplačeval del te plače v pokojninsko blagajno. Seveda bil ta denar porabljen, ne obstaja nekje. Zato je to pač tako imenovani solidarnostni sistem, ki še vedno laufa. Več ljudi je zaposlenih, večji delež od plač dajemo v pokojninsko blagajno, več je tam denarja za izplačilo pokojnin. Strateški problem, ki ga imamo mi in tudi celotna Evropa, je to, da smo vse starejša družba, da je čedalje manj mladih, da živimo čedalje dlje, se pravi, se tudi pokojnine dlje časa izplačujejo, ni pa tistih, ki bi se na novo zaposlovali, več toliko, in plačevali v pokojninski sklad. Slovenija je imela lansko leto najnižji naravni prirastek v zgodovini, odkar to beležimo, se pravi, smo imeli najmanjše število rojstev v zadnjih 100 letih. Generacija rojena v Sloveniji v lanskem letu je tam mislim nekaj 16 tisoč. 16 tisoč je bilo samo vojaških obveznikov, nabornikov, ki smo jih pošiljali v jugoslovansko armado še tam konec 80-ih let. Zdaj se je generacija prepolovila in to je naš daleč največji strateški problem, ker kaj ti pomaga vse ostalo, če ni ljudi. Tudi Slovenija ne bo več novec Slovencev. In to je problem, ki je očiten, ni samo naš, je to problem večine razvitega zahodnega sveta. Ne vsega, so pač države, ki so se pravočasno spopadle z njim in tudi našle rešitve. Mi smo v prejšnjem mandatu ustanovili urad za demografijo, ki je proučil dobre prakse, začeli smo nekatere uvajati. Prišla je Golobova vlada in eden od prvih ukrepov je bil, da so ukinili ta urad. Ljudi so iz urada za demografijo, kjer so delali programe, kako pač povečati veselje do življenja, pa dvigati rodnost,
z različnimi ukrepi. Ljudi so prerazporedili na urad za migracije. In denar iz urada za demografijo so prerazporedili na urad za migracije. In so tudi povedali, da je, mislim, da je Luka Mesec večkrat rekel, da pač Levica ne vidi rešitev demografskega vprašanja v nekih predmodernih pristopih, ampak v uvozu ilegalnih migrantov in to se zdaj počne. To se zdaj počne in zato se tudi drago plačuje. In tudi denar je bil tja prerazporejen. Zdaj, koliko pa pač migracije prispevajo k blaginji pa stabilnosti pokojninskega sistema, pa recimo zdaj vidimo v Nemčiji. V Nemčiji je zdaj vladna koalicija odprla razpravo o tem, da se poveča obvezno pač delo do 70. leta starosti. 70 let in jaz mislim, da to tudi sprejeli. Tako da pač Nemci bodo zdaj do 70. leta starosti delali, preden se bodo lahko upokojili za to, da bodo vzdrževali vse tiste, ki so jih uvozili iz Sirije pa iz Pakistana, za katere so verjeli, da bodo pač neka nova delovna sila, v resnici pa jih 70% živi na sociali. Tako kot pri nas. Eno je pač normalna delovna migracija, se pravi legalna, ki je pač vedno obstajala, država mora odločati o tem, koga spustiš, pa koga potrebuješ in koga daš potem na socialno in zdravstveno mrežo. Ne more to vsak, ki prije čez školpo samo tem odločati. To je recimo verjetno poleg vojne v naši vzhodni soseščini ključen varnostni pa seveda tudi eksistenčni problem celotne Evropske unije in tudi Slovenije. In mi imamo predsednika vlade, ki je v kamero dejal, da je edina rešitev za ilegalne migracije je to, da jih naredimo legalne. Zakaj imamo pol meje? Zakaj so plačujejo policiste, ki so dol na mejnih prehodih, še ni nobene razlike. In pol gledamo statistiko, pri nas se to skriva, ker pač v uradnih statistikah ne vodijo natančno podatkov o tem, koliko kaznivih dejanj so naredili državljani, koliko tujci, koliko Slovenci, koliko pač Pakistanci ali pa Maročani. Vsake to čase kaj uide. Poznamo pa statistiko za ostali del Evrope, kjer se to vodi. Tukaj so razmerja 20 proti 80, rekel, v škodo domačega prebivalstva. Tako da demografija je pač nekaj, s čemer se bo treba strateško in prioritetno ukvarjati. Sicer lahko tudi v Sloveniji dvigujemo starost za upokojitev na 70 pa na 75 let, samo na neki točki človek ni več sposoben delati. In pač takšne rešitve, ki niso reforme, imajo pač svoje omejitve. Je to vprašanje, ko se je razpravljalo pri nas ti sindikati, ki so del sindikatov, ki je vložil zahtevo za referendum, ki se ne strinja s tem zakonom, ima v nekaterih točkah prav, v nekaterih ne, ker pač neki popravki, ki so v tem zakonu, so pač potrebni. Ampak imajo pa prav v tej kritiki, da če ti zahtevaš, da ljudje delajo več, zaslužijo pokojnino, potem je prav, da je ta pokojnina tudi večja, ne manjša. Sicer ni tukaj nobene logike. Zdaj so pa tudi s to formulo glede usklajevanja so stvar zapeljali v obratno smer. Ja, zdaj, če bi bil malo politično nekorekten, bi rekel, če morda veste, koliko je od tistih 16,000 lani rojenih Slovencev, koliko je pa iz mešanih družin, pa ne bom politično nekorekten, bom pa vseeno rekel, kaj mislite o tem? Jaz mislim, da bi bilo prav, da bi nekako v naslednji vladi
uzakonili to, da se ob popisu prebivalstva ljudje izjasnijo tudi o svoji narodnosti, svoji nacionalnosti. To je pred leti pri nas nekako izginilo iz teh vprašalnikov, kljub temu, da se v modernem svetu to brez kakršnih koli težav vpraša. In pa morda, če se vrnem še k temu, kar ste rekel, ali pa če se ozremo zdaj na to, kar ste omenil, torej policiste na meji, boste pol verjetno lažje se skupaj povedal. Jaz se spomnim tistih časov leta 2021, ko smo tudi mi želeli aktivirati 37a člen zakona o obrambi. Sicer je neka minimalna razlika, 37a člen govori samo o tem, kako vojska pomaga, 37a člen pa govori tudi o določenih pooblastilih vojske. Takrat smo ta pooblastila vojske želeli imeti pač zaradi tega, da se ta migrantski val na meji ustavi. In jaz ne bom nikoli pozabil, to se boste predsednik spomnil, kaj vse smo takrat bili. Mislim, da smo bili fašisti, da smo bili iridenta skorda. En od predlogov je bil tak, da bi 37. člen aktivirali tako, da bi ta veljal samo v območju 500 metrov od meje. Tisti je bil meni prav naravnost fascinanten predlog. Mislim, da ga je podal... Pa mora še eno mejo narisati. Še eno mejo narisati, tako je. Mislim, da ga je podal Matjaž Nemec iz stranke SD. Ampak zdaj, če pogledamo pa zdajšnjo situacijo, je pa vse to šlo, bi rekel, relativno mirno skozi. Noben od medijev ne piše, da je kakšen problem. Nihče se ne spotika v to, da vojska nekako pomaga. Pa jaz moram reči, da tudi mi smo za to, da vojska pomaga. Ampak zelo zanimivo izjava pa je vendar le dal predsednik vlade. On je, če ste ga dobro slišali, rekel, da bo vojska pomagala v tem smislu, da bo namesto policije vozila migrante iz meje v migrantske centre. Mislim, to dejansko pomeni to, da to, kar je predsednik rekel prej, da se nekako uresničuje to, kar je gospod Golob napovedal. Torej, ilegalne migracije bomo legalizirali in bomo s tem rešili. Mogoče nekaj besed o predsedniku tudi o zadnjih dogodkih. Torej, imamo na mizi zakon, za katerega bi težko pričakovali, da ga bo kdaj Golobova vlada dala na mizo. Torej, zelo restriktiven zakon v nekaterih členih. Mi smo nekaj že povedali o tem, da bomo vse dobre predloge podprli, ampak vendarle bi rad slišal vaše mnenje. Veliko odgovorov je bilo že v vprašanju. Zdaj, kar se tiče uporabe vojske za taksiste, to je res sramotno do ostanka vojske, koliko jo še imamo. Ker Slovenija ima danes obrambne sile, ki so po mojem 6-krat šibkejše kot pred 30 leti. Rekel po vseh kriterijih. In da zdaj še ta preostanek pač uporabijo za taksiste, to je rekel neverjetno noro. Še posebej, ker če pogledate na zemljevida, je Slovenija obkrožena z 4 sosedami. Vse so članice NATO, tako kot mi. Vse so članice Evropske unije, tako kot mi. Vse so članice Schengenskega sporazuma, tako kot mi. Tako da v Slovenijo, razen če skoči s padaloma, nihče ne more priti iz nevarne države. Je pa država dolžna poskrbeti, prva sosedna država, ki je varna, je po mednarodnih konvencijah dolžna poskrbeti za nekoga, ki pride iz območja, kjer se mu streže po življenju. Mi ne mejimo na tako. Tako da teoretično imajo naši organi vso pravico, da zavrnejo vsakega ilegalnega migranta, ki pride iz sosednje države, pa reče, da je ogrožen. Zdaj, mogoče si ti ogrožen v Somaliji, sem ti nisi prišel iz Somalije v Slovenijo. Se pravi, se ga vrne, repatriira nazaj v državo. In seveda Madžarska, pa še par teh držav, Poljska zdaj, ki to resno jemljajo, nimajo več tega problema. Nihče več, so še posamezniki, ampak ni več desetin pa stotin teh prehodov, ker vedo, da ne bodo
dobili taksi službe do azilnega centra, ampak bodo vrnili nazaj. Res pa je, da v času, ko je bila ta migrantska nevarnost zelo velika, to je bil tudi čas COVID-a in tako naprej, smo tudi mi predlagali, da bi vojska pomagala na meji, ampak ne za taksi službo, ampak pri zavračanju. In takrat so leve stranke stale na glavi in kolesarle in protestirale in tako naprej. Zdaj pa sami to predlagajo, pa ni takšne situacije. Ni takšne situacije. Posebej pa je teda to smešno, da bo vojska igrala taksi službo. Ni pa čisto res, kaj si rekel, da nihče ne protestira. Jutri z 11. uro je na trgu pred parlamentom Jašo Jenull napovedal to pa nisem protest. In jaz z velikim pričakovanjem čakam to uro. Ko bodo fašisti iskali fašiste. Tega pa res nisem vedel, namreč Jenulla ne sledim, tako da ne vem, kaj počne. Ja, seveda, ker recimo, ko je ta ista oseba najavila proteste proti naši vladi, je bila to prva novica v vseh medijih. Danes pa še tega nisem zasledil. Malo drugače. Kako je že rekla ona? Dvojni vafli, ne? Odstopljena ministrica za pravosodje. Morda, gospod Janša, eno vprašanje, ki je vezano na aktualno romsko problematiko. Zdaj v teh razpravah v parlamentu smo lahko v teh preteklih dneh slišali kar precej besed o tem, kako nobena od vlad ni naredila nič. To seveda nikakor ni res. Jaz mislim, da je prav vaša vlada tako v tistem prvem mandatu, ko ste imeli silne probleme z tistimi Romi iz Ambrusa, zadevo zelo uspešno rešili. Jaz ne bom nikoli pozabil našega budista, če se spomnite, predsednika budista, ki je z lovorjem venčkom prišel v Ambrusu in kričal tam, kakšni kristijani smo. Nihče od teh, ki pa je to kričal, pa seveda ni bil pripravljen nobenega od teh Romov vzeti v svoje dvorišče. Danes so Romi, sicer jaz tukaj tudi malo protestiram v Ljubljani, ker sem Ljubljančan, ampak moram pa seveda povedati, da se bistveno bolj zgubijo v eni Ljubljani, kot pa v enem Ambrusu. Jaz se spomnim tistih let, to je bilo prav let 2007-2008, ko je prijatelj, ki je doma na Krki, povedal, da so se pa oni kar sami organizirali, preden je budist do njih prišel in so enostavno v enih 2-3 akcijah skupaj z lovci Rome tako prestrašili, da se niso več vračali v krst v njihova naselja. Torej jaz osebno sem prepričan, da je potrebno tudi palica, ne samo korenček, to, kar zdaj govorijo tudi na strani Svobode. Drži pa tudi to, da je res, da ne moramo vse metati v isti koš. Da pa seveda ne moramo govoriti samo o tem, da bomo preprečili romsko kriminaliteto, ampak da je prav, da dejansko preprečimo kriminaliteto, ki je v tej državi več kot očitno zelo, zelo razširjena. Ja, seveda in pač romska naselja so sistemsko vzpostavljena kot gojišče kriminalitete, kjer je levica nekako, zdaj tako bom začel, včasih smo imeli levičarje, ki so se borili za delavce, vsaj formalno. Imeli so napisan proletarci vseh dežel, združite se. Danes se levica ne bori, na svoji zastavi nima več nekega delovskega razreda, ki tudi ne obstaja v takšnem smislu kot nekoč, ampak so dali na zastavo manjšine in zatirane, kot pravijo. In pač romska populacija v Sloveniji je padla v to formulo. In ne glede na to, kaj po tej filozofiji so oni vedno žrtev in je vedno kriv nekdo drug, vedno je krivo tukaj večinsko prebivalstvo.
Si ta forma se ne uporablja samo v Sloveniji, v Ameriki je Black Lives Matter, se pravi to gibanje, ki je v bistvu povzročilo ogromno nasilja v Ameriki, pač izhaja iz iste ideologije. Mi črncev nimamo, se pravi, so tukaj našli Rome in v teh zadnjih 3 letih pa pol je tisto, kar je bilo prej tako pač posamično z različnimi ukrepi peljano v to smer, postalo sistem. Rezultat tega sistema je to, da 90% romske populacije v lanskem letu pač na Dolenjskem ni končalo osnovne šole in 20% ni bilo zaposlenih. Pravi bilo 20% za nedokončano osnovno šolo in nezaposleni. In vsi na socialnih transferih. Ker se to splača. In seveda kriminalne združbe, ki imajo glave bolj v Ljubljani kot v romskih naseljih, bolj uporabljajo to populacijo za deljenje droge, za dilerje, za kraje, tudi za hujše zločine. In glede na to, da pač po naši zakonodaji mladoletniki so obravnavani drugače, ali pa sploh niso obravnavani za kazniva dejanja, pa če nekdo ni zaposlen, pa dobiva socialne transfere, če dobi globe, ne plača, je nastala neka idealna simbioza, ki se seveda ne da čez noč rešiti z kakim golobovim ali pa šuterjevim zakonom. Rabimo ukrepe, ki smo jih pripravili že zdavnaj, so jih blokirali, kjer se ta spirala prekine. To spiralo lahko prekine samo tako, da pač gredo otroci v vrtec, pa v šolo, pa če starši ne pošljajo otroka v vrtec, pa v šolo, ne dobijo socialne podpore. In če tam pač imate nosečo 11-letno deklico, potem tisti, ki je odgovoren za njo, kazensko odgovarja. Ne pa, da se pol to nadaljuje in punca stara 18 let ima že 5 otrok, ampak ona od tega nima nič, ampak nekdo drug pobira te otroške doklade pa socialne transfere. In ob vseh teh silnih službah v centrih za socialno delo in policiji in varuhih, ki jih imamo polno, v Sloveniji za vsako stvar že nek varuh z 50 zaposlenimi. Se to vse mirno dogajalo. Ob zakonodaji, ki to prepoveduje, razumete. Ne rabimo nove zakonodaje, da se te stvari uredijo. Sam se pač ni upoštevalo, ker je bil vzpostavljen. Imate sodbo Vrhovnega sodišča, ki je bila potrjena tudi na Ustavnem sodišču pred leti, v kateri piše, da če se izkaže, da je nekdo postal nek objekt, se zidal hišo, barako, kontejner postal na tujem zemljišču, pa se pol lastnik pritoži, potem se tega ne deložira, če pripada ranljivi skupini. Zato imate cela ilegalna naselja, ki pač so na tuji zemlji, so konflikti z domačini, ki bi rad tam posejali, pa vidijo pol tam nekoga iz kakega drugega ciganskega naselja, ki je prišel tja in pač zgubi v bistvu pravico do razpolaganja za svojo lastnino, ki je ustavno varovana. Ampak imate odločbo sodišča, da se to ne sme. Ni to sem tako nekaj, da se nekdo ne upa. Izumili so ta pojem ranljiva skupina, ki se ščiti in znotraj tega pojma ali pa v okviru tega pojma so izdelali sistem in v tem sistemu
se je naredilo gojišče kriminala, ki je sistemsko omogočen. In tega ti ne boš presekal, tako da pa policija lahko vstopi v stanovanje brez sodne odredbe. Saj tam ni stanovanj, tam ni hišnih števil. Razumete? Pa za čisti izgovori. Danes je bil pri meni kolega z Novega mesta, je rekel, da danes v tem romskem naselju Žabljak, da je carina in Furs in da so zaplenili ogromno avtomobilov, ki so jih našli pri ljudeh, ki niso lastniki. Pa niso dobili benga šuterjevega zakona, ker pač... Ja, dela to začel. Ker še ne velja. Delali so po tem zakonu, zdaj, ko pač levičarjem teče voda v grlu. Se je vse to zgodilo. Tako da... Ne rabimo novih zakonov, rabimo, da zakoni, ki jih imajo, veljajo za vse enako. Da se ne delajo pač izjeme, ki se jih pol ščiti celo z judikati sodišč. S tem samo vzdržujemo in poslabšujemo to stanje. Če pa to še financiramo, pol bo šlo to okoli. In res je, da do teh spoznanj nismo prišli danes. Ni pa res, da je stanje že 30 let takšno, pa ga ni rešil. Stanje takšno, kot je danes, je daleč najslabše od vsega, kar smo doslej imeli. Sej, če greste na Dolenjsko, pač boste slišali ljudi, sej bodo rekli 20 let nazaj, bilo tam tudi cigansko naselje, mogoče kakšna kura včasih manjkala. Pa so tudi če kaj pomagali in tako naprej. So bili pripravljeni tudi kaj delati in tako naprej. Zdaj pa vsi dobijo socialno podporo, pa jim ni treba, nočijo. Vi ste to naredili, pač država je tako stanje spodbudila. In zdaj je pač prišlo do kulminacije. Ko se neka skupina počuti zaščitena, se pravi, da lahko dela kar hoče, pa ni posledic, potem se bo to šlo samo naprej. Ne vem, mogoče kdo včeraj med vami gledal sejo državnega zbora. Je kdo gledal? Niste, sej za zdravje boljš, da ne gledate. Ampak če je kdo gledal, je videl neznansko sprenevedanje teh levičarskih poslancev, ki so 4-krat prej glasovali proti tem ukrepom. 4-krat so glasovali proti. Zmerjali so nas, da smo rasisti, izumili so pojem anticiganizem. Karkoli si predlagal, ste rekli, zganjajte anticiganizem. Včeraj pa rabimo ostre ukrepe, to ni da ni. Smo se malo hecali pol na hodniku, je rekel Bog ne daj, da nek medved na Rakitni raztrga nekoga tam, ker zdaj ne pustijo medvedo odstreliti. Enega se bo zgodila neka nesreča, bodo ti isti, ki zdaj preprečujejo, da bi stroka tukaj opravila svoje, bodo rekli, vse medvede postreliti, čez noč. Tako približno je rekel ta panična reakcija. In če mene vprašate, ni problem zakonodaja, lahko tih 1000 sprejmete, problem je pač ta ideologija in ta miselnost, ki pač namerno dela. Iz te kategorije pač nek politični produkt za lastno uporabo. Rabijo nekaj, na podlagi česar pol drugi obtožuje, da so nestrpni rasisti, oni so pa zaščitniki neke boge manjšine. Ja, to, kar ste omenil v zvezi z judikatom in z tem, da se pač črne gradnje ne procesirajo tako, kot se vse ostale. Mislim, da obstaja celo nek drug judikat, tudi, ki je bil pa bolj vezan na ta zgodna rojevanja. To je bilo za mene se zdi še bolj tragično. In se mi zdi, da iz teh stvari se res ne gre hecati, ampak tako kot je gospod Janša povedal za medvede, sem tudi jaz danes dobil en klic dopoldne, pa ne vem, če čisto primerno, ampak sem bom vsem povedal, kolega je rekel, če jaz vem,
kaj je še bolj redko od siamskih dvojčkov, ne, pa sem rekel, da ne vem, pa je rekel ciganski jedinček. No, pejmo še malo na davke, prispevke in na to, kar so nam obljubili. Imamo, gospod Janša, vi ste večkrat že povedal, da ne moramo reči, da vsega, kar so obljubili, niso uresničili, ne, da so nekatere stvari pravzaprav dobro uresničili. In ena od stvari, ki jo zdaj lahko spremljamo, je tudi uresničenje dolgotrajne oskrbe. Torej, mi plačujemo zdaj davek že od meseca junija. Jaz lahko osebno povem, da smo doma, takoj, ko je bilo mogoče, mislim, da je bilo to 5. junija ali nekaj takega, vložili, dali vlogo za dolgotrajno oskrbo, glede na to, da jo pač potrebujemo. Do danes ni bilo ne klica, ne odločbe, nihče se ni javil. Vse, kar smo dobili v teh 6 oziroma 5 mesecih, je bilo to, da smo prejeli dopis od Telekoma, da nam bodo mislim, da novembrom ukinili brezplačno e-oskrbo in da če ne bomo pravočasno si zagotovili odločbe o e-oskrbi, bo treba tudi to e-oskrbo plačevati. Zdaj za informacijo, ne, ker to se tudi mnogokrat zlorablja v vladnih nastopih, je potrebno povedati, da je to e-oskrbo, ki jo izvaja zdaj Telekom, torej možnost klica na ustrezen center, kjer ti pošljajo potem zdravnika ali pa neko pomoč. To e-oskrbo je upeljala Janševa vlada. To e-oskrbo je začel tako uspešno peljati Črnač. Tukaj smo pač dobili neka sredstva in vse tisto, kar govori gospod Golob, kako so oni, da e-oskrba deluje. Seveda deluje. Deluje od leta 2022, ne od meseca septembra letošnjega leta naprej. Danes smo bili pa priča, gospod Janša, tudi z sprejemom novih zakonov. Zdaj, kaj bo zdaj s to e-oskrbo? Ali lahko jaz računam, da bomo dobili kakšno odločbo, pa da bomo upravičeni ali bomo samo plačevali? Mogoče boš dobil kako na roke napisano, če bo znal v digitalni dobi, ne? Tukaj je zdaj dolgotrajna oskrba je širok pojem, ne? Zdaj nekateri elementi so jasno obstajali že prej, ne? Nekatere smo pač mi vzpostavili. Zdaj nekega celovitega sistema pa ni bilo, ker v 10 letih, se pravi v tem času do leta 2020, ne, ko smo se mi tega lotili, so leve vlade naročile, ne vem, ogromno študij o tem, kako urediti dolgotrajno oskrbo. In mi smo dobili v roke osnutek zakona, na katerem je bila številka 126. Razumete? 126 osnutkov nekega zakona so napisali in plačali milijone raznim inštitutom za to, da so napisali, kako to urediti. Verjetno so pač pogooglali, Avstrija ima tako, pač ne. In za nekaj dni googlanja potem ta pravi dobili nekaj 100.000 evrov ali pa kakšen milijon. Za študije, ja. Skratka, njim ni bilo v interesu, da se sprejme nek zakon, ni bilo v interesu, da se to študira, kako narediti. In so tudi evropska sredstva za to uporabljala. Imeli so v proračunu je bilo 70 milijonov za pripravo sistemskih izhodišč za dolgotrajno oskrbo. To je lahko karkoli. No, mi smo potem to resno vzeli in ta zakon je bil pripravljen. In ta zakon dejansko ni predvideval nekih dodatnih prispevkov za to, ker prvi smo izhajali iz tega, da dokler ni storitev, tudi ne pobiraš prispevkov. Najprej uvedeš storitev in če vidiš, da pač nimaš dovolj denarja v proračunu za to, pač potem moraš to nekaj dobiti z neko dodatno dajatvijo. Ampak leta 2021 je imela Slovenija največjo gospodarsko rast v Evropi. Mi smo imeli gospodarsko rast preko 5% in takrat tudi, če bi vse storitve dolgotrajne oskrbe bile, bi to mirno financirali iz pač tekočih prihodkov.
tudi če je bila rast 3%, nobenih dodatnih prispevkov ne bi rabili. Ampak, ker nismo vedeli, kako bo to pač, recimo, srednjeročno, smo to vprašanje pustili odprto, kar je bilo edino pošteno, ker zdaj nam očito, vi ste že sprejeli zakon, se niste zagotovili vira. Oni so pa zagotovili vir, pa niso storitve zagotovili. Razumete? Zdaj imate to obrnjeno. In prvič zgodovini so se vam obesili na pokojnine. Pokojnina mora biti neto dohodek, ne mora zdaj od pokojnine plačevati še neke prispevke, ti si pokojnino zaslužil s tem, ko si prej od plače plačeval v pač pokojninsko blagajno. To je velik precedens, jaz mislim, da je to tudi protiustavno, kar pa na našem ustavnem sodišču verjetno težko dokažemo. Najprej treba ta obremenitev pokojnin črtati, to bomo tudi naredili, tudi se iz tega ne zbere prav veliko. Zdaj prispevek zaposleni, pa kmetom in tako naprej, treba pa zamrzniti toliko časa, dokler pač ni storitev, ko da pa storitve so pa vedno, koliko to košta in pač pol videli, to 0,5%, 1%, predvsem pa je treba gospodarstvo pustiti dihati in zagotoviti, da bo pač izrednih prihodkov iz proračuna, v proračun dovolj denarja, da ne treba dodatnih davkov pa prispevkov razpisovati. Treba seveda, pač v letošnjem letu je naša gospodarska rast strmoglavila, imamo nižjo od 1% in zdaj nabralo se je milijardo primanjkljaja in to v času, ko je zaposleno še vedno pač rekordno visoka, gledam to, da je v Evropski uniji še vedno neke vrste konjunktura, ker smo veliko denarja natisnili za tako imenovano okrevanje po COVID-u, bodo prišli računi, ampak zaenkrat ni kakšne krize, ni brezposelnih, se pravi, zelo majhne potrebe so za plačevanje nadomestil za brezposelnost in tako naprej. Pa kljub temu imamo pač gospodarsko rast, ki je 3-krat nižja od sosednje Hrvaške. In zdaj, če Slovenci ne zastopimo makro številko, verjetno pa zastopimo to, da je Hrvaška, ki je imela leta 2008 za polovico nižjo neto plačo, zdaj Slovenijo skoraj ujela. Pa smo bili mi ves ta čas v Evropski uniji, oni pa so tja prišli šele pred 12 leti. In v zadnjih 3 letih je neto plača na Hrvaškem zrasla tam iz nekaj čez 1000 na 1400 evrov, pa nas se je pa povišala za 100 evrov. Smo šli iz 1400 na 1500. 100 evrov je še razlike. Tako da, pa smo še vedno isti, ljudje še vedno delajo, se trudijo, dobre gospodarstvenike, samo upravljanje je slabo. Hrvaško ima pa 12 let stabilno desno-sredinsko vlado, ki se zaveda, da pač rešitev za vse probleme ni v dvigu davkov. Je pa res to, da to obljubo so izpolnili, ne govori to ravno zelo pohvalno o nas kot volivcih, Aktualni predsednik vlade je to obljubo, on je pred volitvami rekel, kaj bodo meni nižji davki. Če bi jaz imel več denarja, bi ga za neumnosti zapravljal. To je rekel pred volitvami, kljub temu predsednik vlade. To veliko govori o tem, da pač Slovenci še ne znamo glasovati z žepom. Če bi pa vsak prej gre pogledal na položnice, ki jih plačuje, pa se malo primerjal s kom, pa bi bilo verjetno drugače. Ampak takrat se pol naseda, pa mediji vedno neke teme izumijo, ki nimajo veze z realnim življenjem. Enkrat je sovražni govor glavni problem, recimo pred volitvami, ali pa najdejo nekoga, ki je kljukast križ narisal v Ljubljani, ali pa ga plačajo za to, da ga nariše in pol to glavna tema. Ne pa milijarda primanjkljaja. Ja, morda
morda tukaj morda tukaj počasi zaključimo, ampak vseeno eno osebno vprašanje, pa vendarle tukaj, ki se navezuje tudi na tele volitve. Gospod Janša, vi ste bil pravzaprav eden od ključnih ljudi osamosvojitve. Bil ste ne eden ključnih, ampak ključni človek, ki je zavaroval našo osamosvojitev, torej z Slovensko vojsko. Mislim, da ste, lahko mirno rečemo, da so bila leta 2004-2008, ko ste vodil vlado, vrhunec nekako slovenske razvitosti za tisti čas in ne vem, če smo še kdaj proporcionalno glede na druge seveda dosegli tako razvitost. Leta 2012 ste vodil vlado, ko ste rešil Slovenijo pred bankrotom, pred finančno krizo. Leta 2020 ste vodil vlado, ko ste preprečil, da bi se v Sloveniji ponovil scenarij Bergama, torej da bi vojaki vozili mrtve po ulicah in tako naprej. Dvakrat ste vodil Evropsko unijo. Obenem ste bil pa državljan ali pa ste državljan, ki ste bil v samostojni državi zaprt, v bivši državi zaprt, ker ste želel samostojno državo, imel kupico kazenskih, drugih prekrškovnih pregonov in tako naprej. Obenem pa skozi 30 letja, po moje, človek, ki je bil medijsko najbolj izpostavljen in tudi najbolj blaten. Zdaj, jaz vas ne bom vprašal tega, če vam je kdaj žal za to, ker se tako izpostavljate, pa ker ste vse to naredil, ker to vem, da vam ni, ker ste tak človek, da vam to ni žal, ampak vprašal vas bom pa drugače. A ste kdaj razočaran nad delom slovenskega naroda, ki ste prej povedal, voli rajše tistega, ki mu obljublja višje davke, pa nižjo plačo, namesto da bi se slovenski narod, bi rekel, usmeril tistega, ki mu želi ali pa mu je skozi 30 let dajal neko dobrobit pa neko boljše življenje. Ne bom rekel težko vprašanje, ampak nekaj veliko ste povedali. Sem se pa ob tem, ko sem vas poslušal, spomnil nekaj pogovora z dr. Pučnikom, oziroma enega njegovega intervjuja za nek nemški medij, tam, mislim, da že po prvih volitvah, pa še pred osamosvojitvijo. To je bil čas, ko tudi razočaranje zanj, ker na tistih volitvah za predsednika predsedstva je kao zgubil. Zdaj, če mene vprašate, ali je res zgubil, na tistih volitvah, vam bom rekel, da tega ne bo nikoli vedeli. Kajti vsi volilni organi na tistih prvih volitvah so bili imenovani od ene stranke. Če bi danes imeli volitve, pa bi na vseh 3100 voliščih v Sloveniji sedele komisije, ki bi jih imenovala Slovenska demokratska stranka, ali bi vi zaupali rezultatom teh volitev? Ne bi, Na tistih prvih volitvah, za katere pravimo zelo svobodne, so bili vsi volilni organi imenovani strani enopartijske države. Ene partije. Jaz sem takrat v volilnem štabu Demosa in smo dobili ogromno pritožb po tistih volitvah. In čisto vse so, mislim, pritožb v vednost, ker pritožbe so šle na te volilne komisije in tako naprej. Mi smo kot opozicija takrat lahko imeli nadzornike na voliščih, mi smo pa mogli formalno predlagati člane. Zdaj, ponekod na podeželju se je to vseeno zgodilo, v centrih pa nikjer. In naše nadzornike se je mogoče bil dozdravo, so ponekod, ko so začeli šteti, nagnali iz sobe. So rekli, vi ste bili nadzorniki za volitve, volitve so končane. Zdaj mi štejemo, to je sveto pravilo, pejte ven. In seveda pač nekje ponekod neuki so šli ven, ponekod so se uprli. Tako da, gledajte, tam, ker ni bilo nadzora, so lahko šteli pošteno, lahko pa tudi niso šteli pošteno. Če mene vprašate, v glavnem tam, ker ni bilo nadzora, niso šteli pošteno. Tako da govoriti, da je nekdo zgubil na poštenih volitvah, je, rekel, po moje nepošteno. Tiste prve volitve, ki smo jih letos slavili,
35. obletnico so bile več strankarske, so bile pluralne v tem smislu, da pač ni bila samo ena stranka, ki je lahko predlagala kandidate, niso pa izpolnjevale 3 od 5 kriterijev, ki jih je imela takrat konferenca za varnost in sodelovanje v Evropi za oceno nekih volitev. Volilna telesa niso bila sestavljena pluralno, tako da bi pač bil omogočen medsebojni nadzor. Mediji niso bili enako dostopni do vseh in splošna volilna pravica je veljala samo za 2 zbora skupščine, za zbor združenega dela pa ne, ker se je ta zbor volil v podjetjih, tam pa nove stranke niso smele imeti organizacij, tam je bila samo partija in sindikati in zato so tam imeli pol 80% v tem zboru. Kljub temu je Demos dobil tisto pičlo večino in zato smo danes tudi samostojna država in tudi zaradi tega se pol noben ni preveč ukvarjal z samim volilnim procesom. Potem smo malo zašli, hotel sem pač v odgovor na to, kar ste rekli, citirati Pučnika, po spominu seveda, sem bil zraven pri tistem intervjuju in na neko vprašanje, ko ga je nemški novinar tako provokativno vprašal potem, no, tako ste se borili za demokracijo, zdaj so lepo volitve, ste pa zgubili, pa je rekel dr. Pučnik, gledajte, jaz sem se boril za demokracijo, ne zato, da bi jaz vedno zmagal, ko je vedno na oblasti, ampak zato, da ljudje odločajo. Jaz sem se boril za demokracijo vedoč, da ne bom vedno zmagal. In pol je ta nemški novinar nehal z provokativnim vprašanjem. In zdaj, če danes pač pogledamo na teh 35 let od tega intervjuja, pa od teh prilomnih dogodkov v Sloveniji, ki ste jih naštevali. V tem času smo velikrat zmagali, velikrat zgubili. Res pa je, da še vedno velja tisti stavek, ki ga zdaj predvsem Lojze Peterle velikokrat ponovi. Osamosvojili smo se, osvobodili se pa še nismo. Tranzicija v Sloveniji ni končana in zato, da se zaključi, rabimo ustavno večino razuma. In zato mi gradimo koalicijo z volivci. Hvala lepa, gospod Janša. Zdaj pa še k napovedanim in pričakovanim vprašanjem publike. Mikrofon ima gospa, tako da kdor želi, izvolite. Lepo pozdravljeni, gospod Janez Janša in Aleš ter vsi prisotni. Jaz vidim, tako prva poteza, ki jo moramo volilci napraviti, je 23. ta mesec, da odločno, pogumno zavrnemo vladni zakon in zmagamo na tem referendumu, na katerem se gre za obstoj slovenskega naroda. Potem je naslednja tekma pred volitvami, da se moramo zopet odločno, pogumno odločiti in glasovati o zdravem kmečkem razumu in dokazati, kaj želimo. A želimo imeti zdravo, pošteno stranko, ki bo popeljala Slovenijo v boljše čase, ali ne. Mislim, da je naš stvar, da odstranimo na teh volitvah oba konja in oba laufarja, da
damo možnost boljši vladi, drugačni vladi možnosti. Potem bomo imeli v jeseni volitve za občino, na katerih moramo zopet strniti vrste, se odločiti in zamenjati koruptivnega Jankovića, da bomo imeli boljšo Ljubljano, boljšo prestolnico. To je to. Hvala lepa. Hvala. Zdaj morda bolj kot mnenja s vprašanji na plano. Hvala. Tudi mnenja so dobrodošle, sem ta razprava bolj sod Ljubljano. Ja, tako je. Tle bi po moje zamenjali Jankovića, sem tle bi moje. Bolj zrelo voljo po Ljubljani. Dobar dan, dober večer. Hvala za povedano. Sem Branko Koderman in imam na eni strani mnenje o določeni stvari, tudi bolj specifično vprašanje za oba, gospod Janša in gospod Hojs. In sicer bolj specifično, kakšna je oziroma bi bila bolj specifično protimigrantska politika v naslednjem mandatu. Seveda LDS bo zmagal in bo glavna sila, politična sila. Kaj storiti, ker zadnje raziskave kažejo, da je stvar z migracijami zelo kritična. Namreč v zadnji raziskavi znanstvenika Meta Goodwina, zelo uglednega znanstvenika, sociologa, je izvedel projekcijo, kaj se bo zgodilo čez slabih 40 let v Veliki Britaniji. In sicer leta 2063 bojo Britanci, domorodci, postali manjšina v Britaniji. To, mislim, tako zelo na hitro so katastrofične napovedi, seveda. In nekaj podobnega se napoveduje v različnih časovnih projekcijah tudi za druge evropske narode. Ja? Ja, skratka, to je moje mnenje. To je moje mnenje. Bolj specifično pa bi vprašal stranko, oziroma oba, kakšne so, mislim, politike oziroma načrti glede tega. Skratka, številke kažejo, raziskave kažejo, da bojo evropski narodi slej poprej, če bo ta politika nadomestitve, tako imenovane nadomestitve potekala neovirano, bojo narodi, evropski narodi slej poprej postali manjšina v svoji državi. Podobno, skratka, vprašanje, ali obstaja kakšne raziskave oziroma projekcije, kdaj bojo Slovenci postali manjšina v Sloveniji. Hvala. Glejte, na to vprašanje ne morajo govoriti raziskave, na to vprašanje moramo mi odgovoriti, ali bomo dopustili, da se tudi Sloveniji zgodi to, kar se je zgodilo na Švedskem, v Londonu, v New Yorku na zadnje. Rekli ste, Velika Britanija bo postala velika. Ok, Velika Britanija ni samo London, ampak London ima muslimanskega župana zdaj že, mislim, 3. mandat. Tisti, ki smo bili v Londonu pred 30 leti, pa če gre zdaj, tega mesta ne prepoznaš več. Ni pa cela Evropa takšna. Greste po Varšavo, tam boste pa videli sliko, kakršna je bila verjetno v Parizu pred 50 leti. Se pravi, ta srednja in vzhodna Evropa je po mojem mnenju še rešljiva. Če se bodo pa ti trendi nadaljevali, pa mogoče čez 10 let ne bo več. Zdaj, kakšna je naša politika? Naša politika je, da tisti, ki ga povabimo, je dobrodošel, tisti, ki ga ne povabimo, nima pri nas kaj iskati.
Pa tisti, ki pride k nam, tudi če je povabljen. Pač tisti, ki pride k nam, tudi če je povabljen, dobi delovno dovoljenje pa vizo, mora pač upoštevati naš način življenja, pa naše navade in naše običaje, ne pa pričakovati, da bomo mi prevzeli njegove. Ker če bi jaz želel prevzeti njegove običaje, bi šel v Pakistan, tako je pa on prišel k nam. Ja, tudi se bomo morali nekako sami Slovenci malo bolj zavedati, kaj počnemo in kaj ne. To, kar recimo se je zgodilo zadnjič, ste spremljali, recimo vabila v albanskem jeziku, na osnovni šoli. Mislim, tukaj smo veliko sami krivi. In poglejte, dokler imamo mi tako vlado, kot jo imamo, ki je ukinila naše predloge, že zakonsko določene, da se morajo te ljudje naučiti slovenščine. Spravili so slovenščino na najnižji nivo, ki je sploh mogoč, lih toliko, da rečeš, pa že znaš slovensko. Znižala je čas, ki se ga zahteva za združevanje družin na eno leto. Potem imate pa vi množico tujcev, ki pridejo sem, ki na koncu ne delajo tle, veste? Oni delajo formalno za slovensko firmo, delajo v Nemčiji ali pa v Belgiji, družina je pa tukaj na socialnih prejemkih. Glede, to je treba absolutno razveljavati. In verjetno bomo slišali takrat, da smo fašisti, ali pa kaj tazga. Ampak glede, če tega ne bomo naredili, se slabo piše, ampak bomo naredili. Dobar večer vsem. Zakon o prostovoljnem končanju življenja. Volivci smo se že enkrat na referendumu odločili, da smo za prostovoljno končanje življenja. Jaz kot človek ne privoščim ne sebi, ne nikomu, da konča svoje življenje, da trpi zadnje momenta ali zadnje meseca v strašanskih mukah. In tle se mi zdi edino pravilno to, da lahko človek samovoljno odloči, da svoje življenje konča. Tu so tudi varovalke, a imam lahko svoje mnenje? Prosim, hvala. Poslušajmo se, ja. Poslušajmo, ja. Tu so tudi, v zakonu so tudi varovalke, kjer je komisija, ki točno določi, če človek res bolan, da bo slejko prej umrl, oni bi potem odločili, da ta človek si lahko zasluži prostovoljno končanje življenja. To je moje mnenje in mi smo, volivci smo na referendumu so že odločili nismo. In mislim, da ta referendum spolnoma nepotreben in za državo zelo drag. Ne, gledajte, dajmo se poslušati, volivci na referendumu nismo pa niste nič odločili, ker je bil tisto posvetovalni referendum z zelo splošnim vprašanjem. Ja, lahko. Zdaj, če bi bilo temu tako, potem bi moral tisti, ki misli, da je to treba tudi uzakoniti, predlagati spremembo ustave najprej. Ker dokler imate v slovenski ustavi 17. člen, tega zakona ne morete sprejeti. Razumete? Pa tudi, če se strinjate, lahko daste na posvetovalni referendum, recimo, da se ukinejo davki. Boste dobili vsi jajni rezultat. Ampak v ustavi piše, da v Sloveniji obstajajo davki in obvezne dajatve. Se pravi, tega zakona pol ne morete sprejeti, pa če dobite 90% podporo na referendum. Zdaj, kar se tiče pa te vsebinske dileme, pač jaz razumem nekoga. Tudi moji starši so umirali, pa ni bilo lahko. Da misli, da je to rešitev. Ampak verjetno obstaja neki skrajni primeri. Drugače pa ob tej znanosti in razvoju medicine in možnosti paliative nikomor ni treba, da umira v mukah.
še zna družba poskrbeti za to. Pa svojci tudi. Komu? Če pa tega nismo sposobni, in imamo kaos v zdravstvu, pa pridemo v situacijo, ki jo zelo lepo obrazložil ta filozof oziroma profesor na filozofski fakulteti Igor Privac, ki je zagovornik tega zakona, ki je rekel, evtanazija je bistveno cenejša kot pa zdravljenje bolnih. Razumete? Lahko on tako misli, ampak dokler je ta ustava, enostavno tega zakona ne bi smelo biti, pa tudi če to podpirate, razumete? Ker pol se lahko požvižgamo tudi na vse ostalo. Pa, samo še besedo. Gospej, tudi jaz ne bom se vsebino spuščal, ampak me pa preseneča gospa, ker to se mnogokrat dogaja zdaj v zadnjih letih, ta ne vem, averzija proti temu, da imamo referendume. Mislim, pogledajte, referendum je najvišja oblika ljudskega demokracije. Švicar ima referendum, ne vem, 10krat na let. Pa tako naprej. Tako da ne se bati referenduma, gospa, lejte. Jaz mislim, da... Gospa je rekla, da se je o tem že odločilo na referendumu. V bistvu je bil posvetovanje. Jaz bi mogoče eno zelo kratko zgodbico povedal, tudi ne bi imel vprašanja. Leta 1941 je bil v Nemčiji posnet film Obtožuje, ali torej v originalu Ich klage an. V tem filmu je bilo predstavljen en zdravnik, ki je ubil svojo pacientko, ker je zbolela za neko tako boleznjo kazen. In ta zdravnik je bil kasneje postavljen pred sodišče. In zakaj je naslov Ich klage an? Torej, on je obtoževal sodnike in tožilce, ker je bil pač po takratnih zakonih vajmarskih še dejansko obtožen uboja. Oziroma, no in ta film je imel v bistvu zelo velik uspeh, pravzaprav. Javno mnenje se je dokaj nekako obrnilo v prid tej evtanaziji in je bil kot tudi komercialno velik uspeh. Zdaj, kar bi mogoče na koncu zdaj povedal še, da je bil leta 1946 oziroma 1947 ta režiser obtožen, torej hujskanja na masivne poboje. Ni pa bil obsojen, bil je samo obtožen. Zdaj, v tem filmu, seveda, ki ga je nekdanji minister, nekdanje vlade zelo visoko cenil, je bil tudi nekako fraza uporabljena, da je ta gospa, ki je bila ubita, živela torej v Nemčiji unwürdiges Leben. In zakaj sem to povedal v Nemčiji? Ker sem zadnjič poslušal našega nekdanjega ministra, ki je rekel, da ta nov zakon gre za, da je naperjen za ljudi, oziroma mišljen za ljudi, ki živijo človekov nevredno življenje. To je pa torej direktni prevod tega Nemčije unwürdiges Leben. In seveda zdaj naš minister nekako bivši skoraj uporablja, bi rekel, tale besedni zaklad nekega drugega bivšega ministra. No, hvala lepa, to bi povedal samo o tem. Ja, nacistična Nemčija je bila prva država, ki je uzakonila evtanazijo. In jo tudi na veliko izvajala. Posod, ja. Posod, ker so pač imeli oblast. Ampak so to uzakonili. In pravijo, da z istim strupom, kot bi ga predvideval naš zakon. Tamle sam še gospod, samo še gospod prej, pa tamle, pa še vi. Dobar večer, Jože, zdravljamo oba. Nocoj smo se pogovarjali oziroma poslušali različne teme od migrantov, politikov, policije, vojske, lovcev, medvedov, ciganov.
Imam zgodbo z medvedom, zameril sem se Tini Gaber, ker jaz sem v sosednji dolini zavetišče za prosto živeče živali. Če bi imel za pse pa za mačke, bi bil ta najboljši, ker delam za tiste, ki so jih vsi zavrli, sem najslabši. Zdaj, v celem mojem življenju mi ni pomagal noben, zdaj so se pa najdeli nevladniki naši, avstrijski in vsi bi rešvali že zdavne rešene živali pri meni. Tina Gaber je hvatila mojega medveda svojim avstrijskim prijateljem zrihtati, da se ne bomo lepševal fajne popušala in zaradi tega je tudi zdaj napisan zakon za dobrobit živali, da bo lahko dobesedno zaplenili. To pa pomeni, da so legalizirali krajo, uzakonili legalizacijo kraje, zakonito pridobljenih živali skladno z zakonom nameščenih živali. V tem zakonu piše, da bojo za nov let poteče tam rok odvzel, če imajo namestitev, se živali namestiti, če nimajo, se jih usmrti. Mi imamo zdaj v zakonu, ki ni iz 1800, ampak je star 4 mesece, besedo usmrtitev. Ne znajo se niti izražati, da bi napisali uspavanje, eutanazija, karkoli. Usmrtitev imamo v zakonodaji stari 4 mesece. Zanima me, če boste, ko se nova vlada sestavi, take idiotske zakone odstranili, pa sankcionirali take nevladne organizacije, ki živijo na račun tistih, ki delajo, pa še nekaj. Ta zakon so pisali dobesedno nevladniki, naši in avstrijski. Kako lahko avstrijski nevladniki v Ljubljani diktirajo, kdaj se bo sprejel zakon? Te nevladnike je sprejel Golob in jim obljubil to, kar je zdaj uzakonjeno. Jaz kljub temu, da je zakon napisan, pa da rok poteče za nov let, lahko ehimentno povem, da ta medved ostaja tam, kjer je. Kar se pa vojske tiče, pa policija na meji, predlagam, da gremo lovci, ker sem tudi član lovske družine, naredi treba. Ja, sej, mogoče sem odgovor. Zdaj, ta zakon, ki ga omenjate, je na seznamu teh za odstrel, tako da bomo to spremenili. Tisti, ki k vam pridejo po vašega medveda, pa recite, da imajo na rakitni viška, pa ne gredo tega. To sem že povedal gospodu državnemu sekretarju Juretu Lebanu, ki je osebno prišel do mene, da bi on naredil red, ker ga inšpektori niso. Vprašal sem ga, kaj počne. Rekel je, da državni sekretar v premijerjevem kabinetu. Sem rekel, jaz vas razumem, vi mene niste. Kaj počnete? Vas pa rekel, da se ukvarja z medvedi, takimi ujetništvu, pa z romsko problematiko. Pokušali so medvedov, pa prcigani ga zdaj tudi nikjer ni. Zanima, kaj pravzaprav počne, če vi mogoče veste, kaj počne. Zapravlja vaš dan. Lep pozdrav tudi z moje strani, da pozdravljam vse udeležence, pozdravljam današnja gosta. Jaz bi pa eno vprašanje, koliko danes mislim, da sem zaradi tega tukaj. Kako predvidevate sestavljati koalicijo, pa jaz upam do desne stranke, da naj bi dobili to glasov, da bo možna koalicija sestaviti. Pa mogoče bo možno, če bo problem sestaviti tudi mogoče izkešno levo stranko. Ne vem, kako se predvideva to. To meni se bi bilo za vsakaj nekak zanimiva tema. Zdaj, prvič, mi se s tem ne ukvarjamo trenutno, zato tudi nisem nič o tem govoril, ker delamo koalicijo z volivci, bolj bo ta uspešna, manjši problem bo pol tudi pač koalicija med strankami. S tem, ko mi govorimo o ustavni večini razuma, pač teh besed ne uporabljamo kot frazo. Ta ustavna večina razuma bo v slovenskem parlamentu nastala, ker jo terja čas. Tako kot je prišlo do plebiscita in tistih odločitev v razmerah, za katere so mnogi verjeli, da ne bo nič iz tega, tako bo tudi zdaj prišlo do pač zadostne večine za to, da se nekatere stvari spremenijo.
na ustavni ravni, ker smo tako daleč zabredli, da je pač varovalke treba postaviti na ustavni ravni. Zdaj bo to uspelo že po naslednjih volitvah, ne vem, mogoče bomo zdaj naredili samo en korak, pa bo za naslednjega treba čakati še nekaj časa. Ampak zato, da bomo do tega prišli čim prej, nas mora biti čim več. Ne? Tako kot ste vi rekli, pa tudi to, da se pač krpimo, ne? Da je več ljudi pripravljeno nekaj narediti za stvar. Tako da zunaj imamo pristopne izjave, vabim vse, ki niste naši člani, da se nam pridružite, ker vsak se je pripravljen angažirati v tem času, je pač velik korak k temu, da nam bo to enkrat uspelo. Zdaj, ko mi govorimo o ustavni večini razuma, mislimo na stvari, ki niso neke abstraktne po oblakih, niso nobena ideologija, mislimo na to, da rabimo pač ustavno večino zato, da bomo ustavne sodnike volili z ustavno večino, kar je samo po sebi logično, pa ne vem, zakaj tega še ni v ustavi. V ustavi je treba zaščititi vaše plače in pokojnine, zato je treba v ustavo zapisati, kolikšen delež vam in gospodarstvu lahko država pobere, ker tega sidra zaenkrat ni. Dali smo sidro glede omejitev, nismo dali tega sidra in recimo iz leta 2023 je bilo za tako imenovano javno porabo pobranega, mislim, da 36,8% bruto domačega proizvoda, se pravi vsega, kar ustvarimo. So vam vzeli, ali pa smo vam vzeli in se je pol delilo. Lansko leto je bil ta delež 2% višji, večji. Kar pomeni, da je šlo za stotine milijonov večjo obremenitev zaradi tega prispevka za dolgotrajno oskrbo in tako naprej. Zdaj, če bomo šli s tem tempom gor, na koncu vam ne bo že nič ostalo. Tukaj treba postaviti cilj. Rabimo ustavno večino razuma za to, da zaščitimo lokalno samoupravo, občine. Mi imamo v ustavi napisano, da v Sloveniji obstaja lokalna samouprava, da so občine oziroma lokalne skupnosti samostojne, da če jim država naloži neke obveznosti, treba zagotoviti tudi sredstva in tako naprej, da imajo tudi lastne vire in da pač znotraj tega sami razpolagate z odločanjem o tem, kam boste investirali na lokalni ravni, se pa itak odloča dejansko o večini stvari, ki zadevajo našo blaginjo. Čeprav se ljudje tega ne zavedajo. Ampak sedanja situacija je pač takšna, da se morate župani vsako leto, ko se sprejema proračun, boriti za tisto povprečnino, in vas tudi kaj dosti ne vpraša, recimo, če se dvignejo plače v javnem sektorju, se pravi tudi vrtci po šoli, ta denar morate dati, ali pa božičnico zdaj, pa tega nimate planiranega, kar pomeni, da pač nekdo drug odloča o tem, da to ni lokalna samouprava. Zdaj od tega deleža, ki gre za javno porabo, občine dobite manj kot 5%. V lanskem letu je bilo to 4,6% BDP-ja, kar je treba dvigati pa fiksirati, razumete. Tako da v ustavi piše, kolikšen delež tega, kar porabimo za pač skupne potrebe, pripada občinam. Če imamo že definirano to lokalno samoupravo in pol lahko načrtujete tudi na začetku mandata za 4 leta, pa tudi za naprej. Zdaj tega sidra ni. Potem rabimo ustavno večino recimo za volilni sistem. Zdaj imamo volilni sistem, ki je neko ubi Bože, na koncu si staviš koalicijo in najbolj odloča stranka, ki je najmanjša, ker je jeziček na tehnici za večino. Se pravi, stranka, ki je dobila najmanjše zaupanje volivcev, ima največjo težo.
ne glede na to, pač, kjer je barve vlada. Tudi zdaj imate levo koalicijo, kjer stranka, ki je dobila najmanj glasov v tej koaliciji, diktira tempo, to je Levica. Dobili so pa od teh, ki so pač v vladni koaliciji, daleč najmanjše zaupanje. Tudi mi smo imeli pač take probleme. Tako da rešitev za to, ali pa inštrument za stabilizacijo političnega sistema je večinski volilni sistem, kjer se pač direktno voli poslance in kjer je treba združevati sile, razumete, zato da dobiš večino, tako kot se direktno voli župane na občinskih volitvah. Potem pač tisti, ki dobi večino vlada, naslednji, če zgubi, pač drugi dobi večino, pa ni izsiljevanja, pa pač tega, da potem nekdo, ki rekel direktno, nek stric iz ozadja ali pa neki strici iz ozadja, ko želijo porušiti neko koalicijo, se njim ni treba uničiti največje stranke v koaliciji. Dovolj je, da uničijo najmanjšo, ki je jeziček na tehnici. Tako so nam večino zrušili, ker so uničili Desus in stranko Modernega centra. Pač že poslanca po poslanca, pa prek medijskih gonov, pa predsednica Desusa Pivčeva je pač, ker so ji plačalnik sendvič, je morala iti, tak hrupa. Tako da rabimo spremembo volilnega sistema. Pa mogoče, ker izkušnje kaže, da je težko dobiti ustavno večino za čisti večinski sistem, pa naredimo kombinirano. Se pravi, polovica parlamenta se voli po večinskem, polovica po proporcionalnem. Imajo mnoge države tak sistem in so dokaj uspešni. Ampak zato rabimo 60 glasov in to je to, za kar tudi govorimo, da rabimo pač ustavno večino, razumemo. In še ena stvar je zelo pomembna, ni demokracije brez svobode govora. In ta je ogrožena. 2 dni nazaj je bila objavljena mednarodna lestvica, kjer je Slovenija po svobodi govora pristala, mislim, da na 86. mestu, za Kolumbijo in Južno Afriko. Za Kolumbijo in Južno Afriko. Zdaj, verjetno je en od velikih faktorjev, dejavnikov, ki so vplivali na to, tudi to, kar se dogaja z zakonom o RTV-ju na Ustavnem sodišču. Nas so skozi obtoževali, da si skušamo potrditi medije, ni bilo bolj kritičnih medijev kot v času naše vlade, jasno. Zdaj je stvar obratna in to se pač pozna tudi na teh lestvicah in beseda cenzura je nekaj, kar je ponovno prišlo nazaj, ne samo pri nas, ampak tudi nekatere evropske akte. In v slovenski ustavi je sicer, piše, v Sloveniji je zagotovljena svoboda izražanja, mišljenja, organiziranja, veroizpovedi in tako naprej. Ampak zadeva ni razdelana. Ko smo to pisali slovensko ustavo, je bilo samo po sebi umevno. Pač v bivšem režimu svoboda govora ni obstajala, so te lahko zaprli, če si kaj kritičnega rekel, je bil 133. člen kazenskega zakona, pa 156. člen in smo hodili na sodišča, zaradi tega nekateri v zapore. Pol pa smo rekli, to ne obstaja več in je to zapisano v ustavo, ampak zdaj je to preohlapno. Treba to bolj natančno definirati, recimo v prvem amandmaju k ameriški ustavi je svoboda izražanja in veroizpovedi zelo natančno definirana in nekaj takega rabimo tudi v naši ustavi. Spravi, to so stvari, ki so temeljne in ki jih bomo slejko prej naredili v Sloveniji, se bomo šli tako nizko, da bo pač izbruhnil upor in se bo pač pol naredilo. Ampak v pametnih državah se to naredi prej. Ni
neke stvari so zelo predvidljive, ne moreš vsega predvideti absolutno in dogajajo se in zgodijo se stvari, za kere misliš, da mogoče v tej generaciji sploh ne bodo možne. Ne. Meni so starši govorili, sej mogoče bo v Sloveniji enkrat ne, bodo svobodne volitve, sam mi tega ne bomo dočakali, pa ti tudi ne boš. Ne. Pa smo vsi dočakali. Pa ko smo imeli prve volitve, ne, so tudi mnogi rekli, ok, zdaj pač nekaj smo naredili, ampak Slovenija še dolg časa ne bo samostojna, kdo nas bo pa priznal v 2 letih, ne, smo se to dosegli. So pa stvari, za katere smo mislili, da se bodo zgodile same po sebi, pa jih še vedno nimamo. Ampak se bo tudi to zgodilo, ker gre za temeljne reči. Tako da še enkrat vabilo, zunaj imam pristopne izjave, več nas bo, prej bomo prišli do tega. Hvala lepa. Morda še eno vprašanje, potem bomo pa počas zaključili. Tamle je gospod najprej. Večkrat ste omenili Golob, tudi sam sem Jan Vid Golob, vaš sokrajan iz Slušan. Hvala lepa vam za to izredno predstavitev razuma obojestranskega in upam, da se bo to ponovilo do volitev v slovenskih krajih še velikokrat. Moje vprašanje bo pa preprosta. Prvič, ko se po volitvah pridobilo določeno moč, a boste slovenske fante stavili še za 6 mesecev v sukno ali ne? To je nujno. Drugič, a boste ameriškega predsednika, njegovo ženo in otroka, povabili v Slovenijo? Tretjič, vrsto tovarn predelovalne industrije bilo treba povrniti. Najbolj nepotrebno je bilo zgubiti tovarno celuloze in tovarno sladkorja. Vlada oziroma gospodarstvo, ko ministrstvo bi lahko to tudi pojačalo to skrbetje. In tretje, četrto, ali boste dali slovenskim zgodovinarjem kvalitetnim moč oziroma možnost, da gospodu Jankoviću razloži pravilno, kritično problematiko Ljubljanske pokrajine med vojno. Ker to, kar on razlaga, je skregano zdravo pametjo. Vse te stvari, pa še mnogo teh bi bilo mnogo strano. Ne nazadnje, to ste zdaj omenili okrog volilnega sistema. Gotovo se spomnite, da je v času profesora Vodopilca nastavil predlog kombiniranega volilnega sistema. Zbirano Mihaličem, pa tudi z mojo pomočjo, ki sem bil 15 let državni svetnik, bi to lahko takrat še spravljali v življenje. Dekaj bi to. Hvala lepa, gospod Janša, še ta odgovor, potem pa zaključimo. Odgovor na vse vprašanje je da. Aleš Zelenga. Aleš Zelenga. Hvala lepa obema sogovornikoma. Mislim, da smo odprli veliko enih tem, ki jih bomo tudi ponesli z razumom domov in računamo na to, da se bomo še tudi v bodoče naprej pogovarjali. Domačo nalogo moram še opraviti, gospod predsednik. Mislim, da je že tudi gospod predsednik večkrat pomenil, da so pred dvorano tudi pristopne izjave, tako da vljudno vabljeni. Bi pa povabila še moja kolega, da vam izročimo eno majhno pozornost, v zahvalo za vaš obisk, za to priložnost in dobrodošli v naših krajih. Hvala lepa. Vam, dragi gostje, publika, vam srečno pot domov. Kakšno nekaj časa si bomo še vzeli za kakšno
debato, manjšo pogostitev nas tudi čaka tam v sosednji sobi. Če pa greste domov pa srečno pot, pa se vidimo malo. Srečno!